Življenje išče pot. Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Za nami je Svetovni dan Romov, tudi pri nas v Sloveniji se ocenjuje, da jih je nekje 12 000. Dolgo so že pri nas, izkušnje sobivanja z lokalnim prebivalstvom oziroma Slovenci so različne. Danes pa je moj sogovornik, stalni diakon Matic Vidic, ki sebe opredeljuje kot misionarja med Romi, romskega misionarja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za klic in hvala, da se lahko delim z vami vse te misli in predvsem izkušnje dela z Romi. Tako, vi ste, bi rekli, v teh največjih naseljih v Novem mestu, Žabjak in Brezje. Rekli ste, da se opredeljujete kot nekakšen njihov misionar. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj vse delate z njimi? Kako živite z njimi? Ja, najprej sem bil njihov sosed, ker sem še zmeraj, tako da sem jih oddaleč opazoval in se zgražal kot večina prebivalstva, predvsem zaradi izkušenj, kraj, groženj in več je tega. Potem pa sem prešel v vlogo opazovalca, preučevalca, nekako sem vedel, da je treba stopiti v stik. Ni dovolj, da jih samo kritiziram takšni, kakršni so, ampak mogoče bi rekel, s toleranco pa strpnostjo preideti na spoštovanje. Se pravi, da vsakmo vidim tisto, kaj bi on lahko postal v najboljši obliki. Tako da me je na ta način povabilo, da sem začel oznanjati Kristusa, katehezo vršiti med njimi, kar je pa naprej zahtevalo še več, da je to premalo, da je to samo en del, da rabijo pa več. Oziroma bolj, ko sem jih spoznaval, bolj sem videl, kje je manjko, kje je potreba, kje so rane, in nekako probam skrbeti za celostno oskrbo, da ni samo religiozni del, ampak tudi da v življenje njihova vstopam. Omenjate njihove rane. Se upravičujem, a si ti napisana? Okay. Eden je stopil not. Omenjate tudi njihove rane, neke notranje težave, osebne, skupnostne težave. Kaj pa je tisto, kar pravzaprav te naše sodržavljane ovira, da bi nekje našli več moči notranje in naredili korak naprej? Ker najbrž težko govorimo samo o pravicah, ki jih naj ne bi bili dovolj deležni, pa vendarle verjetno je tudi na njihovi strani neka pomanjkanje. Gre se predvsem za njihovo samopodobo. Oni imajo tako zelo slabo samopodobo. Se pravi, da tudi posameznik se vedno ne bo nikoli izpostavljal. Zmeraj se kot skupino izpostavljajo. Jaz zmeraj pravim, da tam ni prebivalca romskega naselja, ki ne bi bil zlorabljen, ki ne bi imel težkih ran. Predvsem z tega vidika že njihova kultura, ki v bistvu danes težko govorimo o kulturi, je bolj nekultura, zelo prašljiva, predvsem odnos do otrok, da se jih ne pošilja v šolo, punce mlade se jih zlorablja, fantje se jih sil v predčasne spolne odnose, veliko je pa tudi tak kriminala, izsiljevanj, groženj, njihov način življenja se zelo poslabšal, tudi zaradi tega, ker smo kot družba se poslabšali. Oni so zmeraj nek indikator naše družbe, kakršna je naša družba, takšni so tudi oni, se ne more biti drugačen, so del te družbe. Tako da predvsem govorim, Viktor Frankl bi rekel, bivanjski praznoti, eksistenčnemu vakumu, ker nimajo smisla. Ker s tem, ker smo kot družba in želimo omogočiti oziroma dati, jih oropamo dostojanstva. In on več ne ve, zakaj bi bil, kaj je njegov namen. In ko pa imamo ta eksistenčni vakuum, ko ne vemo, ko nimamo smisla, pa se pa obračamo v alkohol, v samomorinost, v depresije, v pornografijo, v agresijo, predvsem pri njih. In to je vse kazatelj tega. Tako da izvor je na duhovni ravni, kjer pa odgovarjamo predvsem z mojega vidika z religioznostjo, s Kristusom. Poslušali ste del pogovora s stalnim diakonom Maticem Vidicem, ki deluje med Romi v naseljih Žabjak in Brezje na Dolenjskem.
V sredo bo povedal nekaj več o tem, kako on vidi in razume kar težavno sobivanje Romov z lokalno skupnostjo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim in bodite z nami tudi v sredo ob 9:20. Nasvidenje. Življenje išče pot.